čebelarji, čebelarke, župan gospod Ropret, podžupan gospod Čuden, gospod župnik, poje in ostali gostje, ter seveda Praporščak. Dobrodošli na proslavi ob razvitju prapora čebelarskega društva Filip Žagar. Na oder bi najprej povabila gospoda župana, da nam poda uvodni nagovor. Lep dober dan sem skupaj. Hvala lepa za tole povabilo, da ste lahko tudi midva z občinske hiše danes prisostvujejo razvitju prapora vašega društva, društva, ki ni kar eno izmed društev v naši občini, društvo z izjemnim poslanstvom. Vsi vemo, kaj pravzaprav pomeni čebelarstvo, ne le za Slovenijo. Slovenija je res država, ki slovi po tem, da je čebelarstvo v njej izjemno razvito. Ne nazadnje, če sem si prav prebral, je v Sloveniji registriranih in aktivnih preko 11.300 čebelarjev, združenih v preko 200 društev. Prav tako imamo dva izjemno lepa centra, enega na Lukovici pri Domžalah in pa drugega v Pijavi Gorici, zdaj ponovim. Oba dva res sodobna, izjemno lepo opremljena. In tisto, kar nas, vas, slovenske čebelarje, postavlja še trdneje na evropski zemljevid, pa je dejstvo, da bo tudi sedež Evropske čebelarske zveze ponovem v Sloveniji. Jaz se pravzaprav ne spomnim nobene druge organizacije, kakršnekoli že, ki bi imela svoj sedež prav tukaj pri nas. Seveda je to verjetno pripisati dejstvu in izročilju, za katerega je zaslužen gospod Anton Janša kot začetnik, kot tisti, ki je pravzaprav postavil kranjsko sivko na zemljevid, ji dal veljavo, ki ji gre in ki je pravzaprav eden tistih, ki je to tradicijo predal vsem vam, ki se sedaj s čebelarstvom v Sloveniji ukvarjate. Prav fascinantni so podatki, kako zelo odvisni smo ljudje od tega, da čebelice vprašujejo vse naše rastline, kajti njihovo temeljno poslanstvo, še pomembnejše od tega, da nam prinašajo seveda med in ostale derivate medu, je, da zagotavljajo pravzaprav preživetje človeku. Po nekih razmišljanjih je tudi do 90% pridelane hrane lahko odvisne od tega, kako pridne so po celem svetu čebele. Zato resnično hvala lepa za vse to, kar tudi vi v naši občini kot izjemno aktivno društvo prinašate vsem nam. Prav tako hvala za to, da pa ne le z vsakoletnim slovenskim zajtrkom, katerega sestavni del je seveda tudi med, naše domače maslo, pa potem mleko in pa črn kruh, pridete v vse naše brezoviške in tudi sicer, mislim, da večino slovenskih vrtcev, da si vzamete čas in svoje sporočilo in svoje znanje prenašate na mlade tudi v šolah. In temu je pravzaprav verjetno pripisati dejstvo, da lahko to tradicijo tako uspešno prenašate iz generacije v generacijo. Jaz lahko rečem, da se mi kot občina, jaz upam, da to tudi občutite, zavedamo tega pomena, ne le vašega društva, namreč v občini imamo še eno čebelarsko društvo, društvo Krim, in poskušamo nekako po svojih močeh stati vam, ki se mučite v društvih in delate kot frontmeni društva, kot tisti, ki vodite, ki razvijate dejavnost društva. In jaz upam, da tudi vi na nek način čutite to našo podporo. Seveda pa, ko se boste znašli v situacijah, v priložnostih, ko boste ocenili, da morda potrebujete tudi našo aktivnejšo pomoč in podporo, seveda veste, kje smo in naša vrata so vam vedno z veseljem odprta. Prijeten dan vam želim še naprej in pa seveda se veselim, da skupaj razvijemo vaš novi prapor. Hvala. Hvala lepa. No, zdaj pa k naši zgodovini društva. Začelo se je že pred letom 1978, ko so se v Klajpčevi hiši pri Filipu Žagarju vsako nedeljo po maši dobili čebelarji iz vasi,
in razvijali čebelarske debate. Govorili oziroma brenčali so o medenju, biologiji granske sivke in praktičnih opravilih skozi leto v čebelnjaku. Filip Žagar se je rodil v Lukovici leta 1900. Čebelariti je začel že v rani mladosti v Krajničih ter ljubezen do čebel in narave gojil vse do svoje smrti. Bil je član Čebelarskega društva Ljubljana, v letu 1977 pa ustanovitelj čebelarske družine Notranje Gorice, ki danes nosi njegovo ime. Člani v čebelarski družini so prihajali, odhajali, nekaj pa je zagotovo ostalo. Znanje. Znanje, ki so ga čebelari izmenjavali na podlagi izkušenj in ga tako prenašali iz generacije v generacijo. Še danes v društvu ohranjamo prvotni namen nastanka združenja in si tako skozi udeležbo na izobraževanjih razgibavamo male sive celice. Ustanovno listino čebelarske družine Filip Žagar je sestavljalo 11 čebelarjev in 1 čebelarka. 21. marca to leto bo tako društvo praznovalo že 46 let obstoja. Med seznamom arhivskih listin najdemo podatek, da se je društvo preimenovalo in tako uradno dobilo ime Čebelarsko društvo Žagar Filip šele leta 1999. Vsako naslednje leto je takratni upravni odbor določil nekaj sprememb, dodal pravilnik društva in tako ohranil njegov obstoj. Ob ustanovitvi so člani določili tudi pravila, katera veljajo še danes. Še posebej izstopa 3. alineja pri namenu in nalogi društva, ki narekuje negovanje tovariških odnosov in čuvanje čebelarskih interesov. In tako, kot se je razvijalo društvo, tako raste tudi roža. Pesem bo zapela Petra Kodbar, na klaviaturi pa bo spremljala Ana Žitko. V društvu imamo kar nekaj članov, ki bi danes lahko dobili naziv častnega gosta. Društvo dopolnjuje že več kot 40, 30, 20 in 10 let. Na oder zato vabim predsednika društva Tomaža Bozovičarja, da bo članom podelil značke zvestobe in zahvale ter priznanja za zasluge v razvoju čebelarstva.